Danes v oddaji Klepet ob kavi iskrena izpoved o odnosu do kristalov. Dana Rakovec bo v naši družbi, pa tudi o tem, da zgodovina potrjuje, da je to, kar bomo predstavili, najbolj pameten ukrep za varno prihodnost. Dr. Andrej Perko pa se sprašuje in odgovarja, kaj je za moškega večje zlo, biti copata ali ločenec. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. V življenju lahko počnemo marsikaj. Lahko zgolj opravljamo svoj poklic ali pa živimo tisto, za kar smo pravzaprav poklicani. In Dana Rakovec je prav gotovo poklicana za delo s kristali. Danes je v naši družbi. Dana, lepo pozdravljena, dobrodošla. Dober dan. Me veseli, da si se danes oglasila pri nas. Slišali bomo tvojo ljubezensko zgodbo s kristali, ki se je začela kar dolgo časa nazaj, ne? To bo že kar celih 36 let, prehaja že v 37. leto. Pobudnik pač je bil moj mož. Jaz se mu tudi zelo zahvaljujem za vse to, da me je vpeljal v to, ker moj mož ima 100.000 hobijev, tako jaz rečem, ampak ta hobi, tole, kar je pa Naja povezali še bolj, so pa res kristali. Kristali so v življenju, saj v mojem življenju, naredili ogromno. Se pravi, je tukaj neko sodelovanje? A seveda, to je logično. A veste, kako je? Če se enkrat vpelješ v zbirateljstvo, zbirateljstvo je težko rečeno, da lahko samo eden. Ja, če si samski. Če imaš pa družino, pa se veliko stvari odpoveduješ, ker če si, če imaš v srcu nekaj, da si hočeš nekaj prvoščiti, si treba utrgvati. In zaradi tega so tudi kristali. Veste, saj predvsem od začetka, ko kupiš enega majhnega ali pa tudi, ko nabiraš, raven tako nekaj pride koštovati, ne? Moraš za to imeti malo denarja, da lahko to spelješ. In kristali sami po sebi, takrat, v tistem času, ko smo midva začela, to je bilo samo bolj tujina, to doma tega ni bilo, a ne? In vsakokrat, ko sva šla, sva si domov prinesla kar nekaj. V prvi vrsti sta zbiratelja, res ljubitelja. Midva sva zbiratelja. Da je nadaljevanje tega, da sva lahko začela tudi, da sva lahko imela zbirko toliko močnejšo pa večjo, sva tudi začela potem, sva si pač privoščila podjetje, tako da delava tudi na tem nivoju, da tudi prodajava minerale, kristale in nakit. Da tudi drugi lahko to dobijo. Tako. Dana, se spomnite vašega prvega stika s kristali? Kako je to izgledalo? Kdaj je to bilo? Niti niso bili prva stvar, sploh niso bili kristali, ampak so bili fosili. Ker takrat je mož Vili hodil po terenih in na našemu belgorenskemu koncu takrat je že po določenih knjigah pa po prijateljih zvedel, da imamo kar nekaj lepih fosilov in ta prvi fosil, ki je prinesel in ki ga je postavil na mizo in je rekel, glej, jaz bom to zbiral. Jaz v temu nisem videla drugega, ker samo to, se tega pa ni veliko doma, jaz bom potovala, ker moj hobi je pa potovanja. Tako da je meni dobesedno uresničil še eno željo, pa ta drug hobi, a ne. Tako da, glejte, vsaka reč je za eno reč tudi dobra, tako da sem vesela, da je prišlo to hiši. Zdaj, ljudje, kakšna je razlika med fosili pa med kristali? Seveda, to je velika razlika, ne. Fosili so preteklost, živa bitja so bila nekoč, zaradi vseh teh sprememb, vulkanov, vseh teh zadev, temperatur pa tega, seveda so okameneli in na koncu koncev je fosil živo
meni je živo, tako kot tudi za kristale jemljem živo bitje, ampak na koncu koncev je to ta neživa narava. Kristali so pa pač zemeljski, so pa bili zmeraj v zemlji nastajali in logično, da je zelo veliko primesi različnih rud, vsega tega, in to je kristal olepšal, ker rude so barve, s tem tudi kristali dobivajo svojo moč. In narava oblikuje, wow. Ja, narava pa naredi svoje. Mislim, da. V začetku ste rekli, v Sloveniji se tak in tak nič ni dalo dobiti, ste mogla iti v tujino. Se spomnite, kje ste takrat dobili največ zvedli tudi, ne? Ker kristali ne samo, da so dekorativni, njihova prava vrednost je energija, ne? Zelo zanimivo. Veste, da takrat je bila še Češko-Slovaška. Najni začetki so bili tam, zaradi tega, ker oni, Čehi in Slovaki, so bili zelo v času tega ruskega življenja, ki so pač bili pod to politiko, so bili ogromni zbiratelji. Oni so zbirali res dobesedno vse, po drugi strani je pa sama Češko-Slovaška zelo bogata, tako kot vse tako kot bivša Jugoslavija vzspodaj, rečemo od Trepče pa do Srbije, pa skozi gor je zelo ena močna črta do Poljske. In tam so tudi rudnine in kristali, tudi več so jih najdeli. In tudi midva, ki sva bila, sva tudi na Češkem, Češko najprej raziskvala. No, potem so bile pa druge države. To raziskovala trgovine ali dobesedno raziskovala kopala? Že kar kopala. Ja, midva sva se včlanila potem v društvo, ker ta društvo je že bil kar nekaj časa. To je bilo edino društvo teh zbirateljev mineralov, pa to ljubiteljev mineralov. Za celo Jugoslavijo je bilo še takrat. In oni so tudi prirejali potem da smo šli na izlete, ali pa smo šli tudi na razstave, ne, to je bilo odvisno. No in začetna najina pot, pač mož, moram reči, da dobro obvlada, že od samega začetka je dosti dobro obvladal tehtoniko, tako da, ko pogleda zemljo, se mu hitro zazdi, kaj bi lahko najdel. In to je to. Takrat lahko raziskuješ, če ti zemljo poznaš. Wow, zanimivo, ker to vse skupaj prihaja iz zemlje. Kako pa ste pravzaprav spoznali ta vidik energijskega delovanja kamnov? Ker kamni so živi, mi imamo kamen kot nekaj neživ del narave, celo biologijo, tako mislim, da še vedno učijo. Kdaj ste ugotovila, da pa vendarle kristali imajo neko določeno energijo in da to deluje? Ja. Veste, kako je? Prvkrat v svojemu življenju, jaz sem po znamenju vodnar in ne verjamem lih vsaki reči, moram pa reči, da prvo izkušnjo, ki sem doživela, da je to čista resnica, je bilo tako. Midva sva z možem na eni razstavi, in to je bilo glih na Češkem v Tišnovu, šla vsak po svoje. In jaz sem prišla do enega štanta, do enega prostora prodajnega, in ne boste verjela, ko sem šla mem, sem imela tak čuden občutek, kot da mi hoče eden špikati v bok. Pa sem šla naprej, pa sem rekla, pa je minil. Pa sem šla spet nazaj, spet. In kaj je bilo? No, te verjela, sem zagledala čudovit kristal čadovca, in na vrh gor je bila bel kremen, bipiramiden, takrat se še nisem toliko razumela, toliko na kristale nisem bila, ampak zdelo se mi je, da me je to potegnilo, da je ta kristal. In ne boste verjeli, jaz sem ga pač kupila in ko sem prinesla ga domov,
odprem, pokažem, pa prav moj mož, ja prav čakaj, se to sem jaz gledal, sem ga pustil tam. Wow. A ne? To je zanimivo in takrat sem jaz rekla, aha, to pomeni kristal te pokliče. On je bil namenjen v našo hišo in našo zbirko. Wow. Ne, to je to. In takrat se je začelo tako, da sem začela premišljati v tem smeri. Kar se pa tiče zdravilstva, pa to se je malo kasneje. Spet je bil pač bolj on intenziven, pač Vili, zaradi tega, ker on je začel hoditi tudi malo v skupine, takrat so se že začele, tudi v Kranju so bile prve skupine s temi ne samo, od kristalov še ni bilo, ampak veliko teh ved novih, na kakšen način si lahko ljudje pomagamo, pa vse sorte. No, in potem se je pa začel tudi o kristalih, pogovor o kristalih in tudi jaz sem kjerkrat pol začela kakšno tujo knjigo. In ste skupaj potem znanje nadgrajevala? Ja, ker sem bila pa jaz v službi, sem imela pa veliko možnost malo preizkusiti na mojih sodelavkah, sodelavcih in sem delala probenštihe, ne. A to velja, ne velja? In primer, da sem res verjela, je bil tam mineral, kovinski mineral, hematit, ker je bila moja najbližja sodelavka, zmeraj tako hudimano umrzla. Zmeraj je, kadar sem se jo dotaknila, imela mrzle roke, pa to. Prebrala sem, da je hematit dober za obtok, za vse to. In sem ji rekla, daj probaj to v žep dati, mogoče ti bo pa nucal. In glejte, je nucal. Je nucal, odlično. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa se vrnemo in nadaljujemo s pogovorom o moji družbi Dana Rakovec. Dana Rakovec je v moji družbi, ko ste prvič začeli govoriti ljudem, lej, ta kristal je pa za to, lej, ta je pa dejansko za tisto, ko ste začeli govoriti o neki drugi komponenti, ne samo dekorativnosti, ampak zdravilnosti, kar je že dejansko tisočletja, mislim, to ni modna muha, ne? Kako so vas ljudje sprejemali? So vas zdaj gledali, kakor da ste z lune padla? A to še včasih tudi danes. Ampak je pa tako, veste, tudi jaz sama sem šla nekako v en tak preizkus. In če ti začneš ugotavljati, da je naše telo sestavljeno iz vode, rud in vseh mineralov in tega, potem začneš ugotavljati, da so sestavljeni tudi kristali na ta način, samo da nimajo kosti. Vse ostalo je enako. In zato lahko verjamem, da po vsem tem, ker se naučiš in veš, kaj je naše telo in da so čakre, čakre so barvne, res morajo biti barve v njih, to pomeni, kristali so pa tudi barve, točno se ve, da so to noter, kdo ubarva te kristale in takrat lahko ni nobenega problema potem svetovati človeku za tisto, ker to je že stare, to so že stare dobesedno pravljice, bomo rekle, to so že naše predgeneracije ugotovile in je napisano za vsak kristal, naprimer najbolj teh povprečno, največ kristalov, kar se tiče je silicijevih, se največ priporoča, ker sam silicij ima eno tako posebno energijo in zaradi tega moram reči, da ljudem lahko svetujem, malo sem tudi pač v šoli kemijo in to mi pomaga, no, danes to pomaga, ker veste, svetovanje samo na blef prepodovanje tudi ni zmeram vse dobro, zaradi tega, ker kristali imajo svoj plus pa minus in če ni, tudi lahko prej škoduje, kot je pa dobro, ne. Se pravi, je treba malo vedeti, kako pa kaj. Jaz mislim, da pošteno pa prav je tako. Ja, absolutno. Dana, glede
V celotni vaši zgodbi, ko sta z Vilijom začela prav zares, ko sta zbudila to strast, kako je gledala vaša družina na vse to, kar vidva počneta? So odobravali ali so gledali kaj se pa podajata, pa normalna služba od 8 do 3, pa tega ni zdaj? Kako so dejansko gledali v vaši družini? A veste, kako je? Otroci so bili raven take starosti, naprimer hčerka sploh. Midva sva hčerko dosti s sabo jemala, tudi tako. Potem mož je sina velikokrat s kakšnim prijateljem peljal tudi na kakšen teren, pa to. Tako da pri nas, veste, to je tako kot družine, veste, tam, kjer je šport, kjer sta starša športna, so tudi otroci športniki. Pri nas pa nismo nikakor bili nikoli športniki preveč, saj midva z možem ne, bolj z naravo povezani, ja, ampak to so grozno dobro sprejeli. In na splošno imava tudi podjetje, družinsko podjetje, ker bo vse to, bojo otroci, vem, da bojo tudi vnuki, vidim zdaj na vnukih, kakšna zavest, kako so povezani s kristali. Tako da, lejte, to je odvisen, verjetno bilo ta najen zanos, ta najna, da sva bila srečna v tej stvari in potem tudi preneseš na družino. Nikoli ni nobeden nasprotoval ali pa karkoli. Res pa je, moram pa priznati, da sem včasih bila tudi jaz včasih malo slabovoljna. Velikokrat je bil denar za kristal ali za kakšenkoli mineral, ni bilo pa zmeraj za čevlje. Tudi to se zna zgoditi. Veste, to so stvari, ki te potegnejo. Tudi, veste, zbirateljstvo je tudi tako kot hazarderstvo. Te potegne. K neki vidiš, sej, zdaj tudi vi ste bila sama verjeten, na teh sejmih pa to, nekaj zagledaš, težko je, da ne gre s tabo. Če si le sposoben toliko imeti denarja, da si kupaš. To je to. To je v stvarih. Imate kakšen kristal, ki je z vami že desetletja? Ja. V stalni uporabi? Mislim, ne kot v uporabi, je v zbirki. To je bil prvi kristal, ki ga sem sama našla, ga nisem čisto sama, priznam. Na teren me je peljal pač mož in mi je samo pokazal smer in ne boste verjela, to je zame bil božanstvo, ker je sonce ob svetu, to je kristal kremena, ki sem ga sama najdla. To je nekaj posebenega, to je tisto, ki je dušo še bolj izpolne. Najlepša hvala za vse, kar ste povedali, predvsem pa, da ste delili svojo življenjsko zgodbo z nami. Najlepša hvala. Evo, kristali so vsekakor del narave in z njimi moramo torej ravnati spoštljivo. Če vas to zanima, dajte se še pozanimati, dajte se torej opremiti z znanjem in predvsem pri tem poslušajte srce in da se vzpostavi ta nevidna komunikacija. Ampak zlato je prenosljivo, večno, se ne poruši, nobena vojna ga ne vzame. Skratka, to je nekaj, kar je večno in kar ima tudi večno ceno, približno isto.